zadevo sem posnela kar zvok s konferenco, sama sebe. Všeč mi je bilo zaradi tega, ker sem lahko na levi strani zapiske zraven delala in sem jim not postavljala kar vprašanje za razmislek. Tako na koncu so imeli že kar vprašanje lepo napisano, strukturirano, da so vedeli, kaj morajo do naslednjič znati, kar je tisti temelj, da bomo lahko v šoli zadeve reševali naprej. Potem smo, seveda, je bilo treba preveriti, a so oni to razumeli, kaj so gledali. To sem naredila v spletni učilnici, oni so morali v forumu na vsaj 2 od tistih vprašanj temeljnih, ki sem jih jaz noter postavila, odgovoriti in na tak način sem jaz potem videla, a so pogledali ta video posnetek, a so ga razumeli snov, tako da smo lahko potem v šoli naprej reševali učne liste skupaj. In super je bilo, ker sem jaz njim lahko, ko so takle po skupinah delali, pomagala, smo sproti analizirali vprašanja, oni so argumentirali svoje odgovore in skratka prav zabavno so se imeli, ko so te zadeve reševali. Po končani zadevi sem jih seveda vprašala po njihovih izkušnjah. Najprej me je zanimalo, na kak način so si video posnetek ogledali. Najprej so rekli, da je bil uporaben, 88% je rekla, da je bil uporaben in je pomagal pri razumevanju snovi, kar mi je bilo krasno. Potem večina, ali pa rečemo več kot polovica, si ga je vsaj deloma večkrat pogledala, da so vsaj določene segmente si ponovili. In pa občasno so se ga tudi ustavili, tudi pa vidimo tam nekje več kot 70%. Zdaj, kako je pa potem potekalo samo delo v razredu? Zdaj, oni so vedeli, da se morajo doma posnetek pogledati, niso pa nič vedeli, kaj jih potem čakali na osnovi tega. In ko so prišli k pouku, jaz sem jih čisto rekla, samo obrnite se okrog, po 4 skupino, vzeli so delovne zvezke, tako kot pač vedno delamo, oziroma z delovnih zvezkov delamo ogromno domačih nalog. In so v bistvu začeli delati kar v skupini, povedala sem, rešite to pa to nalogo in nalog so dobili kar veliko. Zaradi tega, ker nisem hotela nič najprej diferencirati, da lahke, da težke, ampak da bom videla, kako v bistvu skupine napredujejo z delom. In nekako se je zelo hitro videti, da tisti, ki jim je to bliže, so že začeli ostalim razlagati, pomagati. Ko je pa na primer v skupini prišlo do dileme, kako je zdaj prav, tako kar reče en, ali tako drug, takrat so pa roko dvignili. In se je v bistvu točno videli. Meni so konkretno znali vprašati. Prošica, danes ste pa rekli, da je to pa to, kako je za tem primeru. In smo dejansko, bom rekla, iz eno razlago, jaz sem pač tam posnela osnovno razlago poimenovanja, iz tisto osnovno razlago zelo hitro predvajati tistim težjim primerom. In videl se je, da v bistvu se med sabo zelo pomagajo. Tudi jaz sem imela tiste, ki niso pogledala, pač v spletni učilnici se da pogledati, kdo je naredil nalogo, kdo ne. Ampak mislim, da so bili 3 ali 4. Ampak tisti so rekli, Tošica, kaj pa lahko mi naredimo? Vsaj, če želiš, lahko greš v skupino, pa pač v skupini poskušaš delati. Zdaj, če imaš pa telefon, pa pogledaj. In nekateri, bom rekla, so šli tako malo stran od skupine, so mir pogledali. Kar nekaj takih, bom rekla, malo bolj pridnih, ki so pa že prej si doma pogledali, so pa točno vedeli, kje je kakšen delček, ker ni bil čisto jasen. In so se v bistvu pa še enkrat pri pouku pogledali. Jaz jim načeloma pač dovoljno, da če te tazga, da pogledajo, da poiščajo. Tako da to je bil, sem zdi, kar en tak res dober plus. Zdaj, kaj je tisto, kar nekako povzamemo po takem načinu učenja, je, da je omogočen poudarek na aktivni vlogi učencev, učitelj pa v tem primeru dejansko postane njihov mentor, usmerjevalec in moderator aktivnosti pri pouku. Torej, ko smo se mi po ogledu posnetka v naslednji uri dobili v učilnici, sem jim razdelila delovne liste. Sicer so pa dijaki vzeli prenosnike, vstopili v spletno učilnico, poiskali pod videoposnetkom vložen delovni list, ga v dvojicah reševali in po potrebi pri meni poiskali pomoč, ki je bila v glavnem tehnična narava. Torej, z vsebinskim razumevanjem snovi sem bila jaz več kot zadovoljna, vsi so delovni list uspešno rešili, tehničnih težav ni bilo. Tisti dijaki, ki si pa videoposnetka doma niso ogledali, so dobili pa napotilo. Odpri učbenih stran 92, preberi tekst in reši delovni list, ki ga seveda pri uri nismo zmogli,
ker je bilo dela preveč in so potem to morali dokončati doma. Zdaj pa nekaj namigov. To pa mogoče tisto osnovno, preden bomo začeli z delavnico. Kako lahko naredimo videoposnetek? Kaj je tisto bistveno, na kaj naj mislimo? Seveda imamo 3 faze. Pred snemanjem, med snemanjem in po snemanjem. Pred snemanjem zagotovo je najpomembnejše načrtovanje. Prav, rekli smo, da bomo videoposnetke in videoflipping učenje načrtovali v letni pripravi kot celota. Bomo razmišljali, videli bomo pred seboj letno pripravo, videli bomo teme in rekli, aha, tam smo s kolegicami recimo za angleščino razmišljali, ja, osnovnica se bo marsikaj dalo narediti, ker je zelo aplikativna in zakaj bi jo v šoli toliko razlagali, če pa jo lahko uporabo naredimo v šoli, ki pa je zelo težka. Pazimo na obseg, nikoli ne vzamemo velike teme. Vedno skrčimo in pogledamo, katere teme imajo neko zaokroženo celoto. Razmislimo o namenu in ciljih tega videoposnetka, to je zelo pomembno. Kaj hočem s tem narediti? A bom skrajšala postopek, bojo to razumeli? A je smisel? Ni vedno vse za vsako ceno. Kakšna naj bo dolžina posnetka? No, tu pa resnično, več je manj. To je prvo pravilo. 3, maksimalno 10 minut, gre z 10 minut skoraj neprimerno. Tam nekje sem našla med to 3 do 10, največ jih je bilo pa od 3 do 5 minut. In se tudi strinjam, teh 5 minut je maksimum.